danes lovsko tekmo lovske družine Komenda v okviru občinskega praznika. Gre za tekmo v lovski kombinaciji, to je meddružinsko tekmovanje. Za tiste, ki ne poznate takega streljanja lovskega, moram povedati, da so to lovci in ekipe iz različnih slovenskih občin, v glavnem iz občin tukaj le okrog, iz Kamniške občine, Domžalske, nekaterih gorenjskih, imamo tudi streljce, lovce iz Dolenjske. Natančno, odkje so prišli, pa ne bi vedel. Tam nekje računamo okrog 40 do 50 streljcev, da bo danes tukaj tekmovalo. Tekmujejo v lovski kombinaciji, to pomeni, da streljajo na glinaste golobe in pa na tarčo srnjaka. Rezultat se izračuna iz obeh teh dveh streljanj, se pa potem razglasijo rezultati tudi za ekipe in pa za posamezno, kar pomeni znotraj streljanja za srnjaka in pa znotraj streljanja na glinaste golobe. Glede na to, da smo v mesecu maju, moram občane in občanke pozoriti, da konec meseca, na začetku meseca junija polegajo srne polegajo mladiče, ki so popolnoma nebogljeni, kar pomeni, da jih srna skrije in če mi pridemo do njih, se samo pritajijo. Zato vas opozarjamo in prosimo, da ste glede tega previdni, da ne spuščate psov, ker pes, ki najde takega mladiča, ga bo tudi po vsej verjetnosti pokončal. Ravno tako je zdaj spomladi čas, ko tudi druge živali polegajo, od zajcev, ptičev in tako naprej. Zato prosim, da ko se sprehajate po gozdu, to upoštevate in se obnašate kot obiskovalci v gozdu, da ne bomo ljudje tisti, ki bomo prvotne prebivalce vznemirjali in jim onemogočali njihovo normalno življenje. Lovci nismo samo tisti, ki lovimo, smo seveda zelo zainteresirani za to, da narava ostane čim bolj taka, kot je, in nas ekološka vprašanja, ki se nas tičejo, seveda se nas tudi zelo tičejo. Moram reči, da so se razmere za živali ali za divjad močno spremenile. Močno so se spremenile s tem, ko ljudje se vedno bolj rekreiramo in obiskujemo tudi gozdove, ki so stanišča divjadi. Težava je v tem, da so ti naši obiski oziroma ta naša rekreacija preveč neorganizirana in stihijska, kar pomeni, da vznemirjamo stalna prebivališča divjadi oziroma tudi prostore, kjer se divjad skriva. Potem nažalost opažamo zelo veliko primerov, ko se ljudje z motorji in pa z drugimi vozili vozijo po gozdovih, posebej s temi cross motorji, zelo močno vznemirjajo divjad. Potem lahko naštejem tudi problematiko črne gradnje, ki ravno tako odvzema prostor divjadi. Potrebno bi bilo, da se zavedamo, da v gozdu nismo mi prvotni prebivalci in da močno narušimo to naravno ravnotežje, če se obnašamo objestno in ne razmišljamo tudi o teh stvarih.
Dobnikar, član mladinskega društva Komenda, ki je v sklopu občinskega praznika letos v občini Komenda organiziralo računalniške dneve, ki pravkar potekajo. To je bila ideja, s katero smo hoteli v bistvu tisti del občanov občine, ki z računalnikom še ne delajo oziroma ki še ne poznajo osnov, smo jih hoteli s tem seznaniti in jih upeljati v ta svet. Tisti, ki pa že poznajo, pa hočejo še malo več, smo jim pa hoteli pokazati nekatere uporabne trike, kakšne uporabne programe, ki se trenutno uporabljajo, tudi strani tistih, ki se pa s temi stvarmi ukvarjamo dnevno. Pri tem našem projektu uporabljamo tole sobo, v kateri imamo 10 računalnikov, 10 zelo dobrih računalnikov, ki so nam jih posodili iz Megahita v Kamniku. Na teh računalnikih tečeta 2 operacijska sistema, ne samo Windows, kot je večina navajena, ampak tudi Linux. Za predavanje v Linuxu je poskrbel moj prijatelj Nik. Kar se pa tiče dela na Windowsu, smo pa nekako razdelili na 3 dele, se pravi na programski paket Office, tukaj je Nuša predstavila Excel in Word, potem smo imeli programiranje, so predstavila jaz in pa moj prijatelj Tom, programiranje v C-u in PHP-u. In pa še na 3. del, in sicer urejanje bitne grafike, to smo pa delali s programom Adobe Photoshop. Tako da smo, kar se tiče računalništva, kar zaobjeli vse teme. Dobar dan, jaz sem Nik Flegar. V bistvu nisem član mladinskega društva Komenda, vendar sem privolil, da bom Benjaminu pomagal pri organizaciji računalniških dni tukaj v občini Komenda. Imel sem predavanje v Linuxu. V bistvu pričakoval sem ljudi, ki so nekako naveličani Windowsov, ki hočejo hiter, stabilen sistem, vendar na koncu so sodelovali samo tisti, ki so bili v to prisiljeni. Škoda je v bistvu, ker Linux je zelo uporaben sistem in tudi če ga človek ne uporablja, bi lahko kaj vedel o njem. Tako da ne, mogoče naslednjič bo boljš. Bi se pa zahvalil Megahitu za te računalnike. Sem Nuša Rems, sem članica mladinskega društva Komenda in moja vloga tukaj na računalniških dnevih je, da sem predavala nekatere dele Windowsov, posebno program Word in Excel. Poskušala sem upeljati nekatere začetnike v programe Worda ter Excela in pokazala osnovne značilnosti in upam, da jih je to potem tudi pripomoglo k nadaljnji uporabi. No, zdaj bi pa jaz še nekaj povedal o organizaciji teh tekmovanja v igricah. Organizirali smo tekmovanje v 3 igrah, to so Quake 3 Arena, Warcraft 3 in Need for Speed Underground. Na Quake 3 se je prijavilo največ tekmovalcev, za njim tako je Need for Speed, na to pa z najmanjšim številom je najbolj intelektualna igrica, to je Warcraft. Tukaj zraven sebe imam enega najboljših igralcev na tem tekmovanju, to je David Rems, nekaj vam bo povedal o igralcih in igricah, ki se tukaj igrajo. Ja, taka tekmovanja so prav fajn, zato da se folk dobi skupaj, ne sedi sam doma in skozi za kompjuterom, pa nobenega ne spozna. Tukaj pa malo so presenečen, sama mladina je prišla skoraj nobene konkurence prave, je pa veliko udeležbe, saj nekaj. Moramo priznati, da smo konec koncev lahko kar zadovoljni z udeležbo. Če že ne tiste dni, ko smo imeli bolj resne vsebine, kar se tiče programiranja in pa teh stvari, pa z današnjo udeležbo, ko poteka še tekmovanje v računalniških igrah, kjer se je soba kar pošteno napolnila in noter so temperature že precej visoke, tudi računalniki se močno grejejo.